Lepo pozdravljeni v letošnjih že 26 po vrsti tednih vseživljenjskega učenja in ena od naših gosti je tudi magistra Violeta Bulc, ki jo pa poznamo predvsem kot evropsko komisarko, ampak Violeta, ti si vse kaj več kot tista funkcija, po kateri si najbolj poznana, in za začetek bi te morda vprašala, kakšna je bila tvoja pot, ki te je pripeljala do evropske komisarke in po kateri poti pa stopaš sedaj? To je zelo zanimivo vprašanje, ki v bistvu vsakič, ko ga dobim, se manifestira v eni drugi obliki, ampak ena skupna lastnost vseh mojih poti je bila radovednost. Služenje nečemu dobremu, zanimivemu, predvsem pa me je vedno navduševalo življenje kot tako. Kako sodelovati z ljudmi, da bi lahko prvič čim bolj izrazili to, kar imajo v sebi, to vključuje tudi mene samo, in seveda, da bi lahko s tem ustvarili nekaj zanimivega in dobrega tudi za prihodnost. In ne glede na to, kaj sem počela, je bilo tu vedno nekje vzadej, neka energija, ki je vse vsebine tudi usmerjala. Tako me je po gimnaziji pot odpeljala na elektrofakulteto, na študij računalništva in informatike, kar je seveda na začudenje vseh, ki so me poznali, bilo veliko presenečenje. Vendar je bilo ravno to tisto, o čemer ničesar nisem vedela. In je bilo to popolnoma nepoznano in zato seveda zanimivo in radovednost me je peljala tja. Nikoli mi ni bilo žal, ker je res ta študij bil izredno kompleksen, hkrati nam je pa zelo razširil tudi na druga področja, ker računalništvo je počasi začelo prodirati praktično vse oblike našega dela. Na nek način moj karakter je izoblikoval šport, delo v vinogradu in pa moj mlajši brat in sestra. Tako da je ta družinska dinamika in z eno predano ljubezni obeh staršev, ki so pa zelo vztrajali na nekih sistemih vrednot, na vseh ostalih elementih pa pušča veliko svobode, je tudi zaznamovalo moj odnos do življenja in do vsega tega novega. Pol po fakulteti je bilo pa zelo zanimivo, ker me je pot odpeljala najprej v Ameriko in v Kalifornijo, v Silicijo dolino, v jedro tega, kar sem študirala, in tam sem gotovila ne samo, da imamo izjemno dober izobraževalni sistem v Sloveniji, ker sem z lahkoto pravzaprav se odzivala na vse izzive, dokončala magisterij, delala potem v razvojnem okolju, vendar me nikoli ni nahranil v smislu nekega socialnega, družbenega razvoja, neke osebnostnega razvoja, in sem že tako vedela, da bo me pot pripeljala nazaj v Slovenijo, oziroma jaz vedno rečem naprej v Slovenijo. Tako da šla sem iz Jugoslavije, prišla sem v Slovenijo nazaj in po recimo 5 letih dela v Telekomu Slovenije, kjer sem začela kot prevajalka, ker druge službe za mene ni bilo, to je tudi recimo zanimivo, ampak v roku pol leta potem vendarle začela delati na tem, kar sem res obvladala, telekomunikacijskih sistemih. To me je pripeljalo potem na samostojno podjetniško pot, 14 let, razvoj sistemov, razvoj strategij, vizij podjetij, reševanje nekih tako rekoč nemogočih zgodb, kjer pa smo z vero v človeka, vero v sodelovanje, vero v kolektivno zavest in deljeno odgovornost res izjemne rezultate dosegali, in to me je potem pogumilo, da sem si upala tudi poseči v prostor z nekim gibanjem, imenovali smo ga Inko gibanje, ki pa je v tej svoji 6-letni zgodovini, ko sem ga vodila, v bistvu povezalo skoraj 6,000 ljudi. Predvsem smo se pa usmerjali na elemente, ki prebujajo kreativnost v ljudeh, ki prebujajo ustvarjalni duh in ki usmerjajo to kreativo v inovativnost, to pa pomeni v neko tržno zanimivo vrednost. No in skozi to sem zelo prišla v stik tudi z intuicijo, ki smo jo raziskovali. In ta intuicija mi je še bolj razširila kjer ta zavesten odnos do intuicije še bolj razširil ki mi je pa pomagal potem dojemati tudi družbene procese in družbene pojave na povsem drugačnem nivoju. Vmes se je seveda zgodila še šamanska akademija, pa akademija borilnih veščin, skratka, vedno me je pritegnilo tisto, kar sem potem kasneje ugotovila, da sem res rabila, zato da se je moja osebnost lahko razvijala svobodno naprej in se potem tudi odzivala na
zgodbe v okolju. No, potem se je pa zgodila politika, jaz o tem nisem nikoli v resnici razmišljala, bila sem pa izzvana, glede na to, kar se je pač dogajalo v političnem prostoru v tistem času in z eno zelo iskreno željo po ustvarjanju česa boljšega vstopila v politiko, se zelo aktivirala kot ministrica na Ministrstvo za razvoj in kohezijske projekte, vendar življenje je hotelo še več, kot neke vrste vortex me je potegnilo potem v Bruselj, kjer pa vse, kar sem do takrat v življenju počela, sem videla, da je imelo smisel, ker se je združilo v tej dokaj zahtevni funkciji, ampak lahko rečem, da tisti najbolj preprosta misel, sodelovati z ljudmi, delovati po participativnih konceptih, spodbuja dobro v drugih, se je zelo obrestovalo tudi v tej funkciji in to je bilo tudi moje mogoče glavno orodje, da smo dosegli res izjemne rezultate z ekipo, pa z vsemi ostalimi akterji v tem prometnem prostoru v Evropi. Po mandatu pridem domov direktno v to pandemijo oziroma v zdravstveno krizo in takrat se v meni prebudijo spet neki klici, ki sem jih doživljala že skozi svojo kariero v smeri neke novih civilizacijskih paradigm, opazovanje širših družbeno-političnih in osebnostnih pojavov. In tako se je rodila ekocivilizacija. Ideja ekocivilizacije se je nadgradila na osnovi vsega, kar me je življenje stkalo v tem obdobju. In tako da delujem, povezujem svet. Zdaj smo trenutno v 14 državah. Cilj imamo v roku 2 let prideti v 100 držav, povezati ljudi dobre volje med sabo in vendarle iz neke, reka celo, zelo zapletene, kompleksne situacije, v kateri se je svet znašel, vendarle najdeti eno miroljubno, človeka vredno pot v neko novo civilizacijsko paradigmo, ki pa danes rečemo ekocivilizacija. Ali je mogoče ravno ta kriza dala tisti zagon drugačnemu razmišljanju, drugačnemu dojemanju? Prav zagotovo. Vsi ti impulzi, če smo za njih dovzetni, prebujajo v nas neke nove uvide in vabim vse, da se ne zapirate pred temi uvidi, ki vam je življenje prinese, ker v njih se skrivajo rešitve ne samo za današnji čas, ampak tudi za prihodnji čas. Ker to, kar bomo mi danes posejali, bojo žele generacije in generacije za nami. In zato res je pomembno, da zaupamo svojemu intuitivnemu uvidu, ker se napaja iz neke kolektivne zavesti, iz nekih kolektivnih spoznanj. Hkrati pa ves čas dodajamo znanje, tudi empirično znanje, tudi zelo precizno znanje, s katerim potem lažje tudi udejanjamo oziroma artikuliramo te uvide, ki se v nas dogajajo. Lahko so zelo intimni, interne narave, lahko prihajajo iz neke kolektivne zavesti. In kako vidiš ljudi okoli sebe? Se odzivamo ali smo še vedno zaprti v tisti krog razmišljanja, v katerem smo se vrteli vsa leta? Kako opazuješ to prebujanje Slovenije in pa sveta? Vsekakor lahko rečem, da prebujanje se je začelo in se tudi zelo pospešeno odvija. Jaz mislim, da vse te reakcije tradicionalnih virov moči in boj za ohranitev nekih privilegijev in neke avtoritete je danes vidno na vsakem koraku, ne samo v Sloveniji, ampak praktično po celem svetu. Jasno je, da v naslednjih 100 letih, se pravi v tem stoletju, bomo priča velikih sprememb. Jaz samo srčno upam, da bo premagala človečnost in humanost in povezava z naravo, zato da bomo lahko iskali rešitve v sobivanju, ker sicer lahko odpeljemo ta svet tudi v nek propad. Ker če bo človek samo v svojem imenu odločal in ne bo razumel kompleksnosti naravnih sistemov, katere del mi smo, potem je velika verjetnost, da bomo se odpeljali v neko zelo propadajočo družbo, kjer bo potem ostala na koncu samo še neka tehnologija in zadnji verjetno robot bo ugasnil luč. Jaz verjamem v humanost, verjamem v človeške sposobnosti in srčno upam, da bomo zmogli izstop iz tega obdobja teme.
Čutim veliko strahu v svoji okolici, veliko negotovosti, veliko ljudi je strah za trenutno bivanje oziroma način, kako pride do trenutnih dobrin. In mislim, da je na nas, na kolektivni moči, da zagotovimo, da ta prehod ne bo v bistvu uničenje vsega, ampak bo samo transformacija. Kar pomeni, če pogledamo sem zadnjih recimo 40-50 let ali pa 100 let, koliko služb se je spremenilo, koliko novih priložnosti se je oblikovalo, a ne? Kaj vse smo se ljudje naučili. In verjamem, da če bomo vztrajali na tem kolektivni zavestnem procesu učenja, da bomo zmogli odgovoriti na izzive, ki so okrog nas. Ampak noben posameznik tega ne zmore sam. Zato je nujno povezovanje, nujni so pogovori, nujno je pripeljati v odprt prostor zahtevna vprašanja in ne iskati bližnjice in enostavne odgovore, ampak poiskati enostavne rešitve, ki pa so plod zelo zahtevnih pogovorov. In temelj vsega je učenje in spreminjanje in zato bodite z nami, izkoristite tedne vseživljenjskega učenja letos in pa vsa prihodnja leta. In Violeta, hvala in srečno naprej. Hvala lepa, hvala za priložnost in lep pozdrav vsem.